Če se ustavim še na področju investicij, tu so bila seveda določena odstopanja od tega, kar je bilo deklarirano, kajti sredstev je bilo res zagotovljenih edino na investicijah nekaj več, vendar so pravzaprav očitno neustrezno uporabljena, kajti vemo, da so recimo nekateri objekti popolnoma zanemarjeni, tako recimo prostori bivše kinoteke v Ljubljani, tako recimo filmski studio v Piranu in še mnogo drugih stvari bi lahko seveda v zvezi s tem naštevali. Gre za to, da se recimo pri tudi Vibi, torej studiju, filmskem studiju, v edinem filmskem studiju v Sloveniji v državni lasti, ki je bil zgrajen praktično dokončno šele pred 7 leti. Danes se v Vibo ne vlaga več dovolj sredstev, tehnično nazaduje in dejansko lahko rečemo, da je Viba, studio Viba hiša duhov, verjetno z željo seveda, da se pripravi ustrezno privatizacijo tega edinega filmskega studija v Sloveniji. Kar zadeva zakonodaje v preteklih 2 letih, je Ministrstvo za kulturo pripravilo zakone, ki bodo seveda škodili predvsem naši medijski krajini in delovanje teh javnega zavoda Radiotelevizije Slovenije bo pripeljalo pravzaprav v neko stanje, kjer se bo politična elita pravzaprav ali pa politična koalicija skušala doseči popolno kadrovsko in pa vsebinsko podreditev tega javnega zavoda, kar je seveda popolnoma nesprejemljivo in verjetno bo treba v zvezi s tem, kljub samo, da to ni naša navada, pa vendarle bo potrebno obvestiti seveda tudi mednarodno javnost, še zlasti zaradi tega, kar sem omenil na začetku, zaradi tega, ker je medijska krajina v Sloveniji vse bolj zatesnjena, osrednji mediji so dejansko v službi delujoče politične koalicije in sedaj prihaja na vrsto očitno tudi Radiotelevizija Slovenije. Tudi na drugih področjih, da tako rečem, so se dogajale v zvezi z zakonodajo neustreznosti, saj je recimo direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah izostala, ni bila še implementirana, čeprav je bil zadnji rok za to že v letu 2009, tako da bo Slovenija pristala v postopku seveda Evropske komisije. Ministrstvo za kulturo pripravlja, kot vemo, tudi zakon o medijih, ki je prav tako naravnan v to, da si medijsko krajino popolnoma v Sloveniji politična koalicija podredi. Prihaja namreč do tega, da medijska zakonodaja vsebuje popolnoma nesprejemljive in anahronistične ukrepe oziroma člene, ki pomenijo milo rečeno seveda cenzuro, uvajanje cenzure v prostor pravzaprav neke nove evropske, če hočete, unije, kulture, ki ji je seveda taka zakonodaja popolnoma tuja. Omenil bi v zvezi medijsko zakonodajo, torej z zakonom o mediji, ki v pripravi tudi to, da vsebuje nekaj, kar naj bi prizadelo seveda predvsem slovensko glasbeno ustvarjalnost, saj se zmanjšujejo kvote, ki jih imajo praviloma vse države v Evropi, vsaj velike, Nemčija, Francija in podobne. Kvote glasbene slovenske ustvarjalnosti se znižujejo iz 40% na vsega 15%, kar bo seveda škodilo slovenski ustvarjalnosti, slovenskemu avtohtonemu, če hočete, umetniškemu, glasbenemu in pa seveda tudi, če hočete, narodno-zabavnemu izrazu, kar je logično popolnoma nesprejemljivo in ni v skladu z politikami, če hočete, tudi Evropske unije. Na koncu bi omenil še
to, kar je temelj slovenske pravzaprav identitete, kar je temelj torej tudi slovenskega nacionalnega programa za kulturo, ki je v okviru Ministrstva za kulturo. To je odnos do slovenskega jezika. Ta se kaže seveda vse bolj v mačehovskem odnosu. Oddelek za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo je marginaliziran in seveda vse večja laksnost jezikovna je prisotna v javnosti. Ministrstvo za kulturo v zvezi s tem ne ukrepa nič in celo izriva, da če se malo grobo izražim, torej vpliv jezikovne politike, ki je v pristojnosti Ministrstva za kulturo, na samo obrobje. Če zaključim pravzaprav s tem kratkim pregledom Ministrstva za kulturo, dela Ministrstva za kulturo v zadnjih 2 letih, lahko pravzaprav ugotovim, da je delovalo zelo neustrezno, netransparentno in da je bilo več samovolje kot pa uresničevanje nacionalnega programa za kulturo, ki je bil sprejet leta 2008 in velja do konca leta 2011.